Pozdravljeni nazaj v mojem kanalu. Ja, danes je Božič oziroma Božična noč. Vsi komaj čakamo darila, kaj bomo dobili, ker noben ne ve, ker vsa so zapakirana oziroma zavita, tako da vsi komaj čakamo. Jaz bi tako tisto darilo, kaj imam tam, bi ga tako že ne vem kdaj odprl, ampak ne smem nažalost. No, ampak vsi se obdarjamo, imamo se radi, nekaj toplega pojemo, cela družina pride za mizo, mogoče kakšni sorodniki, daljni sorodniki se zberete, povejte, napišite v komentar, kako pa boste vi preživeli ta Božič. Ampak nažalost pa vsi ne tako preživijo Božiča tako mi. Ne jejo tople hrane, nimajo moč niti strehe nad glavo in ne dobijo daril. Jaz sem pa tako zdaj malo razmišljal o brezdomcih. To je dober primer, oni nimajo strehe nad glavo, v bistvu nimajo ničesar. Zelo malo ljudi jim pomaga, noben niti ne pogleda včasih. Zato sem se pa danes odločil, da bom enega brezdomca obdaril, zato ker on je tudi človek, ki bi moral dobiti neko ljubezen oziroma neki pogovor ali pa vsako darilce, na primer nekaj toplega za pojesti, to bom jaz naredil, dal mu bom kranjsko klobaso, 2 kranjski klobasi, jajca, mleko, vino, nekaj sladkega in kislo zelje. Teda upam, da bo všeč, upam, da bo bil tam, ker včasih ga mogoče ni, ampak če ga ni, bomo pač tam nastavili. Nekaj še imam potem doli v avtu, boste videli tudi video naprej, imam tudi nekaj za obleči, tako da upam, da bomo prav prišlo. Gre pa za enega brezdomca, ki se neke vrste navidezno poznava. Vedno, ko gre mimo mene, se tako pogledava in se oba nasmejima, je zelo prijazen. On pa dejansko vedno, ko gre mimo, on se vedno tako nasmeji, on je dobre volje, on se zaveda, v kakem položaju je, ampak to njega ne bo ustavilo, on bo še bil kar normalen človek. Tudi prej sem ga že dostikrat obdaril, ne vem, kaki evro sem mu dal, šel sem v trgovino, maki sendvič kupil, vedno je bil ful zadovoljen, pa je bil ful je bil vesel, ko sem mu to vedno prinesel. In danes pa sem še posebej jaz vesel, mi je prav toplo pri srcu, ker bo končno dobil neki malo večji obrok, ki bo topel, nekaj za pojesti, nekaj za obleči in upam, da bo bil vesel. No, zdaj smo pa tukaj, kjer ta brezdomec spi. Vidite, da je skromno, ima jogije, pošter in pač vse, kaj potrebuje za spanje. Je pa en problem, včeraj so mu pa vzeli oziroma ukradli stvari za spanje, torej so mu ukradli blazine, poštre, tako da ni mogel spati na ničemer, včeraj večer so to ukradli, tako da to me je kar malo prizadelo, zato sem se pa danes odločil, da bom njemu to prinesel. In poglejte, kaj imam vse danes zraven. Imam odeje, rokavice tople fajn, kape, bunde, to ima fajn za obleči, to sem mu prinesel. Potem, tako sem rekel, jogije, oziroma, jogije. Evo tak, blazine, potem imamo tu še nekaj kocik, da ga ne bo zeblo. To kar odnesemo tja. Tu ima nekaj za obleči. Tak. Tu vidite še ima hrano, ki jo pač pušča, da še bo lahko naslednji dan nekaj jedel. Potem tukaj so kocike, potem tu še je par oblačil. Še par oblačil, hrana, ki sem jo tudi doma pripravil. Upam, da pride zdaj čim prej, se opravičujem, tu ga zdaj ni, ampak bo prišel. Mora priti enkrat, da to hitro poje, ker bo počasi mrzlo, ampak mislim, da bo počasi tu. Torej zdaj imamo tu hrano, tako sem prej rekel, pa še nekaj odejic. Hrano bomo vsem nastavil, da jo čim prej poje. Potem tu še imamo neka oblačila. Tu še nekaj za pojesti, nekaj takega, kako se jim reče, neki prigrizek, potem klobase, tuna, konzervice z tuno, mesna konzervica. Potem tu še ful nekaj toplega,
tu so nogavice, tople. Potem tu noter še imamo ene čevlje. Tako. Evo, še mu to odnesem. Evo tak, to je to, tu on prebiva. Ima pa res čisto, ni dobenega kamenčka, tako kot vidite, tu ima metle in ni dobenega kamenčka, da jaz tudi hočem nekam umazati, no, da pa sem mu prinesel par stvari, upam, da mu bo všeč, ga pa še šel dostikrat pogledat, kak je z njim kaj, tam vidite, ima koš, lepo si je uredil, s čim si je lahko. Ta upam, da bo užival v tem, kaj sem mu prinesel. To bi tudi vi mogli narediti, zaradi tega, ker vsak mora dobiti, ne samo za Božič, vsak mora dobiti neko ljubezen pa neko toplino, ker on tudi človek, zakaj ne je dobil, ne? Ker pač nima dobenega, da je mu to dal, smo mi tukaj, zato mu jaz probam, zdaj sem mu nekaj prinesel in upam, da bo bil zadovoljen. Ko ste videli, da sem mu dal nekaj hrane in nekaj za oblečiti, nekaj za pokriti, nekaj toplega, prav dobro se zdaj počutim, ker to je bil moj prvi Božič, ko sem nekomu, ko si sam tega na primer ne more privoščiti, ko ne more nikjer dobiti, razen če mu kdo da. No, to je moj prvi Božič, ko sem jaz nekomu dal nekaj in boljše je, zdaj več nisem tak potreben darila, ker zdaj mi dosti boljše se počutim, dosti bolj vesel sem, da sem dal nekomu, ko pa da bi nekaj dobil. Teda upam, da sem tudi vas neke vrste opozoril, da je kar dosti ljudi na svetu, oziroma v Sloveniji, če gledamo tako, oziroma v Mariboru, bilo kje živite, je dosti takih ljudi, ki si pač tega Božiča ne morejo tako predstavljati tako mi, oni si ga predstavljajo tako, nimajo družine, noben jim ne pomaga, razen mi smo edini, ki jim pomagamo. Tako da tudi vi jim pomagajte, dajte nekaj malega, zdaj pa vi gledajte, za nas je 2 milijona v Sloveniji, če bi vsak dal eno klobaso ali pa en prigrizek, je bilo to 2 milijona prigrizkov, če gledate tako, in to, če boste vi dali 1 evro brezdomcu, ne boste nič bogatejši ali pa nič bolj revni, njemu pa to zelo dosti pomeni. Tako da naredite nekaj za tiste, ki pač tega ne morejo privoščiti, tako da res prosim naredite. Vesel Božič tudi vam. Tukaj se naredite na moj kanal, lajkajte moj Facebook profil Jack on the Box in Instagram Jack on the Box in se vidimo naslednjič, lajkajte ta video.